Pred 8. marcem, dnevom žena, še naprej ostajamo pri danes odločnih ženskah. Sama si kriva je naslov knjige, v katerem je spletna novinarka Gordana Stojiljković zbrala 3 zgodbe žensk. Med njimi je tudi naša občanka Simona Nina, ki so živele v svetu polnem zlorab, nasilja in trenutkov, ki so mejili na blaznost. Vse 3 so se izpostavile z imenom in priimkom in novim poslanstvom, da zanikajo naslov knjige, torej da si žrtev nasilja ni nikoli sama kriva, saj opravičila za nasilje preprosto ni. Dodale so jasno sporočilo, da za vsakogar, vsako žrtev nasilja vendarle obstaja rešitev, če se obrneš na prave ljudi. Ali kot je dejala ena izmed njih na predstavitvi knjige v knjižnici Medvode, če se ti zaprejo ena vrata, se odprejo druga ali pa vsaj okno. Najprej pa kratek odlomek iz knjige. Podrl te je na tla, trdno prijel za lase in te prisilil, da si stav pobrala vsako drobtinico posebej. Hči je jokala in narotila naj preneha. Nasramno jo je napodil iz sobe. Ostra bolečina je zarezala. Ni te hotel peljati v porodnišnico. Uredila si prevoz in rodila zbrcanega otroka. Težek je bil dobre 3,5 kg, njegov obraz pa je bil popolnoma izmučen. Prišel je na obisk v bolnišnico, zajokal je. Nisi vedela, ali od veselja ali zaradi vsega hudega, kar ti je prizadejal. To, da ni se ti zdelo pomembno, ni te ganilo. S popkovino si prerezala nekaj, kar si mislila, da se je nekoč imenovala ljubezen. Pogovor o predstavitvi knjige Sama si kriva je vodila Medvoščanka Alenka Sivka, novinarka, ki je za eno izmed revij predhodno že pripravila pogovor z vsemi 3 pripovedovalkami. Ker se pač zavedam, da moramo o tem govoriti, o nasilju. Vedno je samo tako, ne? Vsaka, 4. ženska pade po stopnicah ali vsaka 3. Vse hodijo modre v službo, nobena pa o tem noče govoriti. Te ženske pa hoče o tem govoriti, zato sem jaz začutila, da jih je treba uporabiti zato, da bojo ljudje se zavedali, da je to problem. V Sloveniji je to problem. Moški pretepajo ženske brez kaznovanja, če ženska o tem ne spregovori. In to ni prav. Tudi obratno je verjetno, ampak verjetno v manjšini. Gre za intimne pripovedi o spolnem, fizičnem in psihičnem nasilju. Pripovedi 3 žensk, ki so šle skozi pekel družinskega in partnerskega nasilja. Zapisati jim jih je pomagala spletna novinarka Gordana Stojiljković, ki pravi, da ne pričakuje, da bo bralec njihove življenjske zgodbe razumel, ampak da jih bo sprejel takšne, kot so, brez olepševanj, direkt v žilo. Predgovor k knjigi pa je napisala Zvezdana Mlakar, ki je vse 3 tudi gostila v svoji oddaji na nacionalni televiziji. Sem pa jokala sem, ker sem knjigo brala, jokala sem, ker sem se z njimi pogovarjala. Na začetku pogovora mi je šlo na jok, ker se te stvari ne bi smele dogajati nikomur, tako kot smo rekli potem na koncu. Ne otrokom, ne odraščajočim, ne ženskam, ne moškim. Branje je res srhljivo, grozljivo, kaj vse so te punce ženske doživljale, moški so jih pretepali, brcali, ker so bile noseče, do krvi pretepali in to se je dogajalo ne parkrat, ampak 15 let recimo se je to dogajalo in ženski, preden se je odločila, da naredi konc, kar je bilo pa še bolj grozljivo, da je naslednji moški bil isti, podoben, da je izvajal psihično nasilje, in iz tega ven se je rešiti in se izpostaviti z imenom, priimkom, podobo v javnosti, jaz te punce občudujem. Alenka Keber se je spolnih zlorab iz otroštva začela spominjati šele po 40. letu, čeprav je posledice čutila že prej, a ni vedela, od kod izvirajo, saj je svoje spomine na otroštvo do 13. leta preprosto izbrisala. V otroštvu sem bila dolgo leta spolno zlorabljena in sem sproti brisala spomin, zaradi tega, da sem lahko preživela. Posledice spolnih zlorab so bile prisotne in so prisotne še zmeraj. In zaradi vsega tega sem se odločila, da bom delila te moje izkušnje, kako se da priti ven
iz vseh teh občutkov, iz vseh teh posledic. Zadoščenje za spolne zlorabe v otroštvu na sodišču ni iskala, pomembno pa se ji zdi, da imajo posledice, ki so bile zakopane v njej, vse manjšo moč. Njeno priporočilo je, kadar želiš jokati, se zjokaj, tuli, kriči, vpij, karkoli ti pomaga. Monika Delacali spremenila je svojo identiteto, pripoveduje o občutkih manjvrednosti in strahu. Tako v primarni družini, najprej ob nasilnem očetu, nato ob očimu in kasneje ob psihično nasilnem partnerju, doživela je spolno zlorabo in ustrahovanje uradne osebe in živela v stalnem strahu, da ji bodo odvzeli sina. Pač nekako sem čutila odgovornost za to, da ne vem, da potrpim, da pač ne vem, da ni nujno, da je to hudo. Tudi če sem čutila, da je nekaj narobe, jaz sploh nisem znala to povedati. In pač mislila sem, da če bom dobra, bojo drugi tudi dobri, da enkrat bojo že videli, da delam dobra dejanja. Danes ima svoje podjetje, s sinom živi v najemniškem stanovanju, ima novega partnerja. Napisala je knjigo o svojih stiskah in težavah iz pekla Med zvezde in se odločila, da ne bo nikoli več tiho, če jo bo kaj motilo. Tudi naša občanka Simona Nina Vrabič je zrasla z nasiljem, saj je že dedek pretepal babico. Pri 15 je spoznala moža in z njim zanosila. In po 15 letih fizičnega in psihičnega nasilja in 3 otrocih ugotovila, da je njeno prepričanje o tem, da se lahko vsak spremeni na bolje, napačno in zato zaprosila za ločitev. Takrat so bili policisti dnevno pri njih. Ko je mož našel novo partnerico, je bila vesela, a se je izkazalo, da je partnerica zlorabljala oba sinova. Spet je sledila borba po sodiščih. Nato je spoznala drugega moškega, žal ljubosumnega in psihično nasilnega. Po 15 letih je spokala tudi od njega. Jaz se lahko edino rečem hvala Centru za socialno delo, gospe Meliti, policijski postaji Medvode in društvu Beli obroč Vlasti Nursdorfer. Brez njih v bistvu jaz ne bi danes tukaj sedela. Brez njih verjetno bi bila ali v polju ali pa pokojna. Zakaj čakati toliko časa? Zato, ker je mislila, da si boljšega življenja ne zasluži. Da je sama kriva za vse. Dokler ni prišla do spoznanja, da kakršenkoli človek že si, nihče nima pravice dvigniti roko nad tabo. Izpostavila sem se glih s tem namenom, da se vidi, da se da iz tega začaranega kroga izstopati, pa živeti v bistvu neko boljše, malo bolj pozitivno življenje, da ni v bistvu, da si nismo sami krive za vse to, kar se nam je dogajalo. Odziv je nekako pozitiven. Jaz sem dobila občutek, da me občuduje, da sem si upala spregovoriti, ker jaz si dejansko nimam ničesar skrivati, ne. Kaj je skupno vsem 3 sogovornicam? Predvsem to, da so vzorce prinesle iz otroštva svoje primarne družine, da so bile prepričane, da so si same krive, da pa so se zmogle izviti iz začaranega kroga nasilja in da danes živijo svobodne in da so se izpostavile predvsem zato, da posredujejo tudi to pozitivno sporočilo. Temeljno sporočilo tega je, da vsako nasilje se da ustaviti, samo če znaš potrkati na prava vrata. S tem sporočilom smo dejansko mi, 3 iz Gordano, tudi nekako, da stopimo skupaj in da razširimo glas pozitivno, da se da smo pripravljene tudi pomagati. Vse 3 pretepene, izkoriščene, posiljene, zbrcane, vse 3 z grozljivimi zgodbami. In kje vse bi se morale te zgodbe še slišati? Mediji lahko pomagamo, spremeniti se morajo zakoni, ki morajo biti dosti bolj strogi. Vse 3 so imele tudi zelo slabe izkušnje na sodiščih. Celo ženske sodnice naj bi bolj zagovarjale moške kot ženske in to je nedopustno, ne? Se pravi, zakoni bi morali biti bolj strogi, biti na strani, bom rekla, pretepenih, nad katerimi se izvaja nasilje, pa kdorkoli to je. Jaz mislim, da je najbolj pomemben, da šole začnejo v bistvu govoriti, tudi v bistvu poučevati o teh zadevah, a ne, kar ni v redu. Potem druga ustanova, ki je Center za socialno delo, da ti stoji ob strani, da ti zna prisluhniti, pa da ti dejansko zna v tistem trenutku pomagati. Potem so tle policijske postaje, a ne policisti. Res, da so obremenjeni, ampak
Jaz, rečemo, sem imela srečo, da so vsakič, ki je bilo, prišli, pa da so resnično ukrepali tako, da so ga odstranili iz tega negativnega okolja, da smo v bistvu jaz pa otroci lahko nekako mirno preživeli tisto noč. Potem sodišča. Sodišča so v prvi vrsti, bi mogli spremeniti tudi sodniki, te, ki v bistvu zastopajo žrtvo, da ji dejansko stojijo ob strani, ne da dobiš v bistvu občutek, da si dejansko sam kriv za to in da si neko stvar zmislil in dejansko pol storilcev oprostijo. V bistvu bi se mogli začeti že v šoli, no, pa pol naprej, vse te institucije, da resno jemljajo neke prijave.